Lep pozdrav, spoštovane gledalke in gledalci v današnji oddaji Minute za kulturo. Minuli konec tedna je bilo Celje zopet v znamenju zborovskega petja, kajti potekala je območna revija odraslih pevskih zborov, ki vam jo bomo predstavili v današnji oddaji Minute za kulturo. Vsakoletno območno pevsko revijo odraslih pevskih zborov pripravi celjska izpostava Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti pod naslovom Zapojmo skupaj, in sicer za območje 4 občin: Celja, Dobrne, Štore in Vojnika. Letošnje revije prejšnji petek v Celjskem domu se je udeležilo kar 21 ženskih, moških in mešanih pevskih zborov s 530 pevci. Tako je bilo Celje tistega popoldneva in večera ponovno mesto pevcev. Takšna množična udeležba je seveda narekovala kar 2 koncerta. Na popoldanskem ob 17:30 se je predstavilo 10 zborov, ženski iz Ljubečne in Dobrne, moški zbori iz Celjskega Telekoma pa iz Vojnika pod Gradom v Celju in iz Dobrne ter 4 mešani zbori, Bojansko iz Štor ter iz Celja upokojenski zbor Don Bosco in zbor gostincev. Na večernem koncertu ob 20. pa je zapelo 11 zborov, moški iz Ljubečne, Frankolovega, Nove Cerke in komorni moški zbor iz Celja ter 7 mešanih zborov iz Celja, Cetisov zbor, Akademski zbor, mešani komorni pevski zbor, Celjsko pevsko društvo pa Orfej, Celeja in Emanuel. Vsak zbor se je občinstvu in izostrenemu ušesu strokovne spremljevalke pevske revije Danice Perečnik predstavil s 3 pesmimi. Za svoj nastop so morali zbori izbrati slovensko ljudsko pesem v izvirni obliki ali priredbi, umetno skladbo slovenskega avtorja in skladbo po lastni izbiri. Kako pa so bili zadovoljni organizatorji ter strokovna spremljevalka? Zbori, torej 21 zborov je bilo se danes predstavilo na območni reviji. Predstavili so se z zanimivimi programi, ni bilo slabega nastopa, presenetili so me nekateri zbori, ki so postavili program, ki verjetno posega tudi oziroma posega v sam vrh našega slovenskega pa tudi evropskega zborovskega petja. Kultura petja je na dokaj visoki ravni. Če so se pa zgodili kakšni mali spodrsljaji, v tistih bom pa potem obvestila zbore in zborovodje. Ja, v bistvu sem vesel, da sem lahko organizator tako množične revije, ki hkrati odraža eno ogledalo kulturnega dogajanja v Celju, in me spet veseli velika udeležba zborov, kakor tudi občinstva, in upam, da bo tako ostalo še vnaprej. Danica Perečnik bo zborom podala pisno oceno njihovega nastopa. Kot smo slišali, so se vsi zbori dobro odrezali in lepo jih je bilo poslušati, saj je bila pevska revija pravi pevski praznik. Kako pa so bili z nastopom zadovoljni nekateri pevci in dirigenti? V bistvu pevci se vedno veselimo te revije, ne? Če ne druga, je to eno srečanje med nami, ko vem, ga večkrat ni, vsak ima svoj koncert, se veste, pa v bistvu tako težko kombiniramo, da se na koncertih obiskujemo. Tudi na reviji se pa le srečamo vsi in v bistvu lahko nekako en drugega poslušamo, kako besedo rečemo, zborovodje, kakve komentarje lahko izmenjamo. V bistvu je fajn, no? Se veselimo vsako leto, da se srečamo v Celju na reviji. Ja, vse te revije so za pevce in zbore pomemben dogodek. Na koncu se tukaj predstavljamo s svojimi dosežki, svojimi uspehi, in tako da mislim, da je za slehernega pevca kateregakoli sestava to ena izmed osrednjih prireditev. Seveda, ostalo to je tudi ogledalo rasti zbora od zadnjega leta naprej in seveda tudi za mnoge tudi odskočna deska za druge nastope, tekmovanja v širši slovenskem prostoru ali pa tudi mednarodnem prostoru. Res je, kot pravite, pevska revija je pomemben dogodek. Takrat nekako poskušamo pokazati tisto, kar smo skozi več mesecev delali, vadili, in tako da nam je všeč, da ta revija je in da se lahko udeležujemo takih dogodkov. Se srečamo tudi z drugimi pevci, tako da
je prav, da se lahko vsako leto nekako pokažemo. Vedno bolj se mi zdi, da se dviga kvaliteta in da mnogo mladih pevcev tudi prihaja znova in znova in svojim nastopi popestrijo in poglabljajo vsebino petja. Vem, da je višek dosegel prav Emanuel, se mi zdi, ta zadnji zbor, ki ima tako polnost glasovno, a ne, in harmonijo pa enotnost, tako da jim iskreno čestitam, pa vsem pevcem, ki so sodelovali. Naloga strokovne spremljevalke pa je seveda tudi izbor najboljših, ki jih bo Danica Perečnik predlagala za udeležbo na regijski reviji odraslih pevskih zborov, ki bo za Celjsko in Koroško regijo novembra letos v Dravogradu. Pa bo izbor težaven? Ja, treba je prespati, treba je premisliti in potem se seveda odločiti. Zdaj verjetno bodo tudi tisti zbori, ki so že bili na regijskih tekmovanjih in tudi na državnem tekmovanju in tudi na tekmovanjih po svetu. Mogoče se bo pa pridružil tudi kak začetni zbor, ki je ambiciozen, ki ima sposobnega dirigenta in o katerem bomo še slišali. Vsakoletna območna revija odraslih pevskih zborov je poleg enake pevske revije za otroške in mladinske zbore zanesljivo ena najbolj množičnih glasbenih prireditev v mestu ob Savinji in pomeni letni pregled njihove ustvarjalnosti v enem letu, hkrati pa tudi priložnost druženja pevcev na skupnem koncertu in ob njem ter spremljanje dosežkov drugih zborov. No, tudi Celjska pevska revija je pokazala, da smo Slovenci pevci in da je to ena najbolj množičnih kulturno-umetniških dejavnosti naših ljubiteljskih kulturnih društev. Toliko v današnji oddaji Minute za kulturo na televiziji Celje, spoštovane gledalke in gledalci. Hvala za vašo pozornost in pa lep pozdrav.